Pozdravljeni! Pod Kamniško-Savinjskimi Alpami leži mesto Kamnik. 10. največje mesto v Sloveniji je prežeto s kulturo in zgodovino. Rojstno mesto marsikaterega znanega Slovenca, ob drugem tudi tega. Predvsem ga pa ljudje poznajo verjetno po generalu Rudolfu Maistru, ki je bil velik slovenski general. Ni bil spet tako velik, no, tam je na 1,76 m. S povprečno velikim slovenskim generalom Rudolfom Maistrom. Po Kamniku sem sprehajal z mojim prijateljem, ciničnim, laičnim zgodovinarjem Maksom Lavrincem. Dobrodošli v Kamnik! Pa rojstna hiša prav Rudolfa Maistra. In le lučaj stran je pa ustvarjal tu tudi Oton Zupančič. Pejmo pogledat. Kamnik je res mesto prežeto s kulturo. V tej stari gostilni je na primer leta ustvarjal Oton Zupančič, ko je ustvarjal svojo dramo Veronika Deseniška. V Kamniku je ustvarjalo tudi veliko več drugih pesnikov in pisateljev in zato je prav Kamnik... Sej tam nazad, uno ulico je pa tudi Prešeren na eno hodil pritiskati, ne? So tudi pisma najdeli, take stvari kot... Tudi Prešeren je bil v Kamniku. Res kulturno in lepo mesto. Pojdimo naprej. O, to je pa zelo lepa stara kamniška domačija. Tle noter je žgal model, tle noter je žgal. A Prešeren? Ja, tle noter je žgal. Pejmo raj na Prešernovo ulico, pejmo na Prešernovo ulico. Od Prešerna pa na Prešernovo ulico, ki je čudovit primer stare mestne arhitekture. Okna, vrata, oboki, vse je tako... Drugače je bila pa to včasih svinjska ulica, a ne? Če smo čisto iskreni. In tle so ljudje ven spustili svine in one so šlo pot tja gor, čez glaven trg in na Žalski hrib se past, zvečer pa nazaj v svoje štale. Drugače je pa na tej ulici rodil tudi ljubljanski župan in pesnik To je pa tamle, ja. Ja, Fran Albrecht, pa tako, ja. A moraš vse na svine povezati. Ja, če so še danes Kamnik je čudovito mesto, lepo mesto. Se je, sam. Treba je biti realen. Glej. No, jaz hočem Kamniku dobri luči prikazati, no. Pa se jaz tudi, sem treba povedati. Treba povedati. Ej, a pol zato, ker je bila ta svinjska ulica, imate to, Kamnik folija izrast, radi meso zavijali. Dragi Luka, to je pa čisto nekaj drugega. V 90-ih je bil tu najbolj kvalitetni heroin, odr so ga hodili iskat tudi iz Kranja in Ljubljane na Cankarjevo ulico. A nima Kamnik tudi stare smodnišnice pa kemične industrije? Daj pejmo raj to pogledati, Še en lep arhitekturni primer, Plečnikova fasada. Ja, menda je bolj Bitenc, veš, kakor pa Plečnik. Ne, meni so rekli, da je Plečnik. A meni pa da je Bitenc, ne? Plečnik. Bitenc. Plečnik. Bitenc. Plečnik. Bitenc. Plečnik. Velik del kamniške zgodovine je bila pa tudi kamniška smodnišnica, ki je bila kar tretja največja v srednji Evropi. Za prvo svetovno, drugo svetovno in še za katero drugo vojno so tukaj izdelovali smodnik, naboje, protipehotne, protitankovske mine, no pa tudi rakete proti toči in pa ognjemete, ki so razveseljevale otroke in starejše širom Evrope in sveta. Ja, sam ni pa to, če sam lep posel bil, ne? Bilo veliko njih nesreč. Tle gor, recimo enkrat en objekt za goro, ko so bile take mine noter, ga niso nič gasili, so sam porinili vse skupaj, in po poplava 23 to vse je razgonila. Tako da mrske še ležijo po tleh, ne? Mi vemo, kam stopati, ti pa srečno. Max! No, tako da Kamnik je res mesto z bogato zgodovino in kulturo in vredno obiska, tako da dobrodošli v Kamnik, jaz se vam pa javim, če preživim. Max, kam naj stopam? Jaz nisem vedel, kje si ti šel. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.